dvoletno srečanje, razočarani verjetno ne morete biti s takim številom županov, ne? Ne, zagotovo smo zadovoljni z številom županov. Zdaj končno se je ugotovilo, da smo bili celo še boljši, kot se je sprva nakazovali. Skratka, po številu svetnikov oziroma odstotki pravzaprav tretja politična stranka v Sloveniji, kar se pa tiče županov, pa tako najmočnejši. Želimo seveda tudi z delovanjem tega kluba županov izkoristiti ta potencial, ki ga imamo. Izkoristiti ta potencial tudi pri funkcioniranju poslanske skupine in ravno zaradi tega smo se danes tudi sestali, da vidimo, kako in kaj se odzvati pri zakonu o skladnem regionalnem razvoju, ki je po moji oceni slab in pravzaprav ni to, kar bi Slovenija potrebovala. Potrebuje pa zagotovo decentralizacijo, močno decentralizacijo. Prejšnji zakon je šel v tej smeri, zagotovo ni bil idealen, potrebno bi ga bilo nadgraditi. Ta zakon, ki pa je zdaj v proceduri, pa je pravzaprav korak nazaj. In mi bomo poskušali tudi v skladu z današnjo razpravo pripraviti nekatere amandmaje in bomo seveda poskušali ta zakon izboljšati. Kljub temu naslednje volitve za nami, ste pa verjetno že usmerjeni naprej, ne? Čez 2 leti nas čakajo parlamentarne volitve. Na kaj računate? Mi smo v stranki že začeli z pripravami, tako organizacijskimi kot tudi vsebinskimi na te državnozborske volitve, ki bi naj bile čez 2 leti oziroma nekaj manj kot 2 leti, morda tudi kaj prej, bomo videli. Skratka, mi se resno pripravljamo, za nas bo to zagotovo en pomembna točka in prepričan sem, da smo lahko z potencialom, ki ga sedaj imamo in tudi motivacijo, ki so nam dali rezultati lokalnih volitev, dosežemo en dober rezultat na državnozborskih volitvah. Moja ocena je, da je rezultat tak, ki smo ga dosegli na lokalnih volitvah, dosegli tudi na državnozborskih. Naredili bomo seveda vse za to, da bo temu tako. Je pa res, da je pred nami še leto pa pol, 2 leti trdega garanja za to. Ampak smo pripravljeni tudi na to. Že razmišljate o kakšnih kandidatih, mogoče tudi iz našega okolja? No, tudi danes je tekla beseda o tem, počasi bomo začeli evidentirati tudi kandidate in jih potem mora biti, če jih bo na kakšnem koncu več, tudi stehtati in ugotoviti, kateri je najboljši, kateri ima največjo podporo, tisti bo tudi kandidiral. Je pa res, da bo tudi delno odvisno, kdo bo kandidat o temu, ali bo mora biti združljivost oziroma nezdružljivost poslanca in župana sprejeta ali ne. Konkretno imamo v mislih mogoče gospoda Gorinška, bi ga predlagali oziroma podprli? Gospod župan bi bil zagotovo dober kandidat. Vas zanima kandidatura? No, o tem bomo še malo razmislili, pa ko bo čas za to, bomo zagotovo pravočasno povedali. Časa je zagotovo še dovolj, prav pa je, da začnemo dovolj hitro zadeve pripravljati. Najlepša hvala za...